tem videu vas želim peljati skozi čudovito meditacijo za notranji mir. Ker tudi vi lahko v sebi ustvarite oazo notranjega miru. Kljub temu, da okoli vas včasih divjajo bitke, drame, težave. V tej meditaciji bi vam želela položiti na srce, da ste vi gospodari svojega notranjega sveta. In da ste vi tisti, ki odločate, kaj bo šlo v ta vaš notranji svet. Da vi odpirate vrata stvarem, ki prihajajo v vas. In da ste vi tisti, ki iz sebe tudi mečete ven tisto, kar ni v skladu z notranjim mirom, ki si ga želite doseči. Jaz sem Asja Dominko in sem tukaj za vas, da vas peljem in da udomačite svoj notranji svet, da postanete domači sami s seboj. Pa vas povabim, da se udobno vležete, lahko tudi sedite, ugasnete zunanji svet, vse motnje, zaprete, potegnete si rolete, zavese in se umaknete vase. In se preprosto zavedate sebe, svojega telesa in svojega življenja. In ste v tem trenutku tukaj in zdaj. In si predstavljate, da teče energija ljubezni kot en droben pomladni dežek čez vas, čez celo vaše telo in iz vas spira vse, kar se je težkega nabrala. In če boste čustveni, če želite jokati, lahko jokate. Če boste čutili, da emocije prihajajo ali kako drugo reakcijo, ali zehanje, ali če vam bo vroče, hladno, karkoli, to je v redu. To je znamenje, da se res nekaj dogaja. In vaše telo ima v sebi modrost in mu zaupajte, da tisto, kar ni v skladu z notranjim mirom, se bo počasi izločalo iz vas. Tako da vas povabim res, da se sproščeno namestite, zaprte oči imate in še malo si predstavljate, da teče energija ljubezni čez celo vaše telo in odplakne iz vas vse, kar se je težkega nabralo. Tudi vi ste vredni, da živite za notranjim mirom sebi. In vsak od nas si zasluži živeti z mirom v sebi, za notranjo močjo, z veseljem. In notranji mir pomeni, da se nam umirijo naše misli. Pomeni, da se nam umirijo telo, da se nam umiri telo. Da se nam umirijo tudi vsi neprijetni telesni občutki. Notranji mir pomeni, da se nam umirijo naša čustva. In čisto preprosto je, če zdaj v vašem notranjem svetu, v svetu občutkov, če imate napetosti, če imate dramo, če imate strahove, preprosto jih sprejmemo brez obsojanja. In ko tapkamo in se umirjamo in čutimo, bodo počasi šli ven iz vas. In če imate reakcijo, super. Notranji mir pomeni, da imamo radi sami sebe. Notranji mir pomeni, da sebe postavimo na prvo mesto v svojem življenju. Notranji mir pomeni, da ne pritiskamo nase. Notranji mir pomeni,
da se zavedamo tudi občutkov sramu, krivde, žalosti, jeze, občutkov nemoči, manj vrednosti. Brez obsojanja, zavedamo se jih, tapkamo, čutimo in jim dovolimo, da počasi odidejo iz telesa ven. Včasih se moramo pošteno zjokati, da gredo ven. Včasih gredo na kak drug način. Ampak tako vredno je najti v sebi notranji mir. Notranji mir pomeni, da si vzamemo čas zase. Vsak dan, ali pa skoraj vsak dan. Da ugasnemo zunanji svet. Da se soočimo s seboj in da se ne primerjamo. Da ljubeče sprejmemo tako svoje zmage kot svoje poraze. Da enako ljubeče sprejmemo svoje veselje kot svoje občutke nemoči, žalosti in strahu. Notranji mir pomeni, da snamemo masko pred samim seboj. Notranji mir pomeni, da prenehamo preusmerjati misli ali bežati pred seboj. Notranji mir pomeni, da si dovolimo čutiti sebe. Tudi, ko so ta čustva težka, naporna in jih je ogromno. Ampak nekje moramo začeti. Notranji mir pomeni, da slišimo svoje telo. Notranji mir pomeni, da se odpovemo perfekcionizmu. Da se odločimo, da ne bomo več žrtev, ampak da bomo zmagovalci. In da sprejmemo vse te korake, ki so potrebni, da res postanemo zmagovalci. In to je spremenjena perspektiva za svoje življenje. Da v vsaki situaciji razmišljamo, da se to dogaja zame, meni v korist. Čeprav bi radi bili nemočni in se pritoževali in obsojali, sprejmemo, da se ta situacija dogaja meni v korist. Kadar nam nekaj gre, bravo. Kakšna carica si, kakšen car si lahko rečemo, bravo. Rad te imam, rada te imam, si rečemo. In ko se nam dogaja nekaj, kar nočemo, da se dogaja, kar bi lahko označili kot katastrofo celo, ali dramo, ali sranje, si rečemo, okej. Tudi to se dogaja zame. Zakaj? Zato, da me zbudi, da res ugotovim, česa nočem. Pa ne da vztrajam pri tem, pa se pacam v tem, ampak da potegnem črto in rečem, okej, tega nočem, hočem pa to. Da iz tega razberem, kaj v resnici hočem. In ko to imam, da potem grem za tem. In da ugotovim, kje je v meni tista ranljivost, da je pritegnila to zgodbo iz okolice. Razumete? Ker vse, kar se dogaja zunaj nas, je samo odsev tega, kar je znotraj nas. In ko enkrat vzamete tak attitude za življenje, tak odnos do življenja, se življenje začne spreminjati, ne čez noč, ne v enem tednu, ne v enem mesecu, ampak boste videli, kaj boste naredili v nekaj tednih, nekaj mesecih, nekaj letih. Ko boste vsako situacijo razumeli, da je to samo odsev, ogledalo tega, kar je v vas. In zdaj, ko vam je hudo, če vam je težko, jokajte, tulite, preklinjajte, samo naj grejo čustva v vas. Naj grejo stari vzorci iz vas. Naj gre stara bolečina iz vas.
Težko je sprejeti, da se nekaj dogaja zame, ko me peklensko boli. Težko je sprejeti, da se nekaj dogaja zame, ko doživljam močne občutke groze, strahu, nemoči. Ampak ravno v teh občutkih doživljajte jih. Ne pretvarjamo se, da ste srečni. Doživljajte jih. Pojdite v njihovo globino. Hkrati pa vedite, da s tem, ko si jih dovolite čutiti, ko jih priznate, da ti občutki bodo šli sami od sebe iz vas. In vi boste močnejši, očiščeni boste za en paketek težkih občutkov. In to je pravi odnos, da dosežete notranji mir. In če rabite tukaj pomoč, spodaj imate priročnik, da si naložite in imate tudi možnost za uvodni pogovor. Če rabite to pomoč, če je teh občutkov preveč, pridite, da vas jaz peljem čez ta vaš labirint in da vas pripeljem do notranjega miru. Ampak brez tega ne boste dosegli notranjega miru. Na dolgi rok ne. Notranji mir doživljamo ne, ko se nam zunaj vse poklopi, ampak ko si izborimo znotraj sebe prostor in ga očistimo znotraj sebe in sebe začnemo doživljati kot vredno osebo, dragoceno, pomembno, in ko sami sebi damo vso nego, ljubezen in pozornost, ne samo na zunaj, ampak tudi na znotraj. In če se vam danes zdi to komplicirano, nič hudega. Samo poslušajte besede, naj padejo v vaše srce, naj se danes iz vas izloči tisto, kar danes lahko gre ven. Notranji mir ni farsa, ni maska, ni megla. Notranji mir je resnica, ko se vi zbudite v svoji moči, ko rečete dovolj je. Vredna sem, vreden sem. Dragocen sem, pomembna sem sebi in moje življenje je pomembno. In pot, ki vas čaka, da iz sebe izločite vse občutke in vse stare zgodbe, ki niso bile v skladu s tem. Da iz sebe izločite vse stare občutke in zgodbe, povezane s tem, ko ste se počutili majhni, manj vredni, nemočni, prestrašeni. Tega je bilo veliko, vem. Tudi pri meni. Ampak je rešljivo in tudi vi to zmorete in pot je popolnoma jasna. In če želite, imate lahko tudi spremstvo na tej poti. Lahko greste sami, lahko vam pa dam roko, da to naredimo hitreje, manj boleče. Notranji mir je takrat, ko iskreno, brezpogojno ljubimo sebe. Tudi svoje hibe. Ko se nehamo obsojati. Tudi če so nas drugi obsojali. Ko damo iz sebe ven krivdo. Ker v vsakem trenutku smo delali najboljše, kar smo zmogli. In si oprostimo. Ko iz sebe damo sram. Vreden sem, sposoben sem, pomemben sem najprej sam sebi in moje življenje šteje. In notranji mir je notranji mir je povezan z občutkom notranje moči, ko veste, kdo ste. Vem, kdo sem in to je dovolj. Vreden sem in to je dovolj. Rad se imam in to je dovolj. Pomemben sem sebi in to je dovolj. Vredna sem in to je dovolj. Sposoben sem in to je dovolj.
Vreden sem in to je dovolj. Sposobna sem in to je dovolj. Jaz vem, kdo sem. Jaz sem čudovito duhovno bitje, ki sicer živim to človeško izkušnjo, ampak jaz nisem samo moj strah, moja drama, travma. Jaz sem mnogo več kot to. Jaz vem, kdo sem. Jaz sem čudovito duhovno bitje in poskusite imeti to perspektivo, takrat, ko vam je najtežje. Takrat, ko se morate soočiti s svojim najglobljim strahom. Jaz vem, kdo sem in to je dovolj. Jaz vem, kdo sem. Jaz sem več kot ta moj globoki strah, ki me hoče prepričati, da je konec vsega. Jaz sem več kot ta moja krivda, ki mi hoče vzeti vso moč in pogum. Jaz sem več kot ta moj sram, ki me hoče poriniti v nek kot. Jaz sem več kot slabe izkušnje, ki sem jih doživel. Jaz vem, kdo sem. Jaz sem več kot ponižanje, čez katera sem šel. Jaz vem, kdo sem. Jaz sem čudovito duhovno bitje in moč je v meni. In jaz sem ljubezen. In edino moji stari strahovi, stari občutki, stara nemoč me drži, da se ne morem zbuditi in se zavedati, da sem močnejša od vsega težkega, kar se mi je kadarkoli dogajalo. Jaz vem, kdo sem. Jaz vem, kdo sem. Jaz vem, kdo sem. In to je notranji mir, to je notranja moč, to je notranja osebna transformacija, ki boste zagotovo dosegli korak za korakom. Ko boste iz sebe zmetali en strahec za drugim, eno krivdo za drugo, eno zamero za drugo. Ko si boste dovolili imeti sebe radi, ko boste nehali nase pritiskati. To je notranji mir. In vas čaka. Na drugi strani vaših strahov vas čaka notranji mir, notranja svoboda, ker vsak od nas je svobodno bitje. Čeprav so nas od malega vzgojili, da ne. Vzgojili so nas v različne sisteme, kjer smo mogli ubogati, kjer smo morali poslušati pravila, delati to, kar drugi hočejo, se počutiti tako, kot drugi hočejo, ustrezati drugim. In to smo se učili v vseh velikih sistemih. V šolskem sistemu, v sistemu družine, v sistemu zdravstva, v sistemu cerkve, povsod. In v sistemu države. Mi smo tisti, ki ubogamo, ki smo pridni. Ampak to nas je danes pripeljalo do trenutka, ko se moramo zbuditi. Ko moramo narediti revolucijo znotraj sebe. Ko se moramo vprašati, kdo si pa želim biti. Ko si moramo reči, moje življenje je vredno, pomembna sem sama sebi, pomemben sem sam sebi. Zdaj sem jaz svoj sistem in si sam postavljam svoj sistem. In moj sistem je, da vem, kdo sem, da sem mogočno bitje, ki ga strahovi sicer hočejo prepričati, da to ni res. Ampak jaz vem, kdo sem. Imam neomejene potenciale. Samo moji strahovi, priučena pravila, moja nemoč, moj perfekcionizem, stare travme in drame me hočejo prepričati, kako majhen, nepomemben sem. In moje telo tega več ne zdrži. In zato me tišči, in zato ne spim, in zato izgorevam, in zato sem živčna, in zato je življenje prekleto težko.
pa se enkrat zbudim in se zavem, da sem vredna ljubezni, da lahko živim v miru, da ne rabim biti popoln, da je življenje lepo tudi zame. In ko najdem v sebi moč, da rečem ne tistemu, za kar čutim, da ni zame. In ko najdem moč, da rečem ja tistemu, kar čutim, da je zame, takrat življenje začne postajati lažje in lepše. In mogoče, samo mogoče, sem rabila to anksioznost, sem rabil to izgorelost, sem rabila to tesnobo in nespečnost, da se zbudim in zavem, da sem več kot samo stara pravila, več kot nemoč in manj vrednost. Da sem čudovito duhovno bitje z neomejenimi potenciali in z vso pravico, da si izbiram, kako se počutim in da si celo izbiram situacije, ki jih želim doživeti in živeti. In da je moje življenje dejansko v mojih rokah, samo da se tega nikoli nisem zares zavedal. In to je notranji mir. In to je notranja moč. Ko veš, kdo si, ko veš svojo vrednost in ki jo ne prodaš za drobtinice. In vas povabim, da to večkrat poslušate, zato da bo res začelo prodirati vašo podzavest in da se ne branite emocijam, ki pridejo na plano, morajo priti na plano, morajo se očistiti iz vas, če hočete, da ta nova resnica zaživi v vas na vseh nivojih. In več, ko boste tega naredili, bolj mirno in sproščeno bo vaše telo. In na koncu boste rekli, wow, sploh ni bilo tako težko. In če rabite tu pomoč, se prijavite na razgovor, lahko si priročnik tudi sprintate. Vsekakor pa pojdite po tej poti, da se zbudite, da se zavedate, da ste mnogo močnejši, kot si mislite in da življenje lahko dosti lepše za vas, ko se vi odločite, ko začnete verjeti vase, ko se prenehate obsojati in pritiskati nase. In kako lepo, da lahko tako sporočilo daste otrokom naprej. Da ne bo šlo več iz generacije v generacijo, da se pri vas ustavi. In s tem spreminjate to generacij. Vaši otroci ne bodo živeli več pod vplivom strahov, ampak vedno bolj pod vplivom iskrene ljubezni, podpore in zavedanja, kako pomemben je vsak od nas. Rada vas imam, želim vam čudovit dan in se vidimo spet še v kakšnem drugem videu. Srečno!